Danes bi vam pokazala, kako lahko naložite video iz Creator Studia, se pravi, ki ga najdete na poslovnih straneh Facebooka pod orodji. In nekateri ste me pač vprašali, kako pač nalagati video, in še istočasno bom vam pokazala, kako ga tudi načrtovati in še istočasno, kje lahko urejate tudi za Instagram. Se pravi, enostavno, ko pridete v Creator Studio, kliknete tu Create in tu vidite, zdaj nekateri že imate, nekateri ne, imate Add a Story, se pravi, lahko zdaj direktno iz računalnika dejansko objavljate storije, ampak danes bomo pogledali video. Se pravi, kako naložite en video, lahko pa tudi več posnetkov naložite, ampak o tem mogoče kdaj drugič. Se pravi, enostavno kliknite naloži video. Seveda sem jaz predčasno posnela video, ga tudi naložila na sam računalnik. Za tisti, ki mogoče ne veste, kako nalagati videe iz telefona na računalnik, ena taka fajna aplikacija je AirMode, ki si jo naložite na telefon in istočasno greste potem na računalniku na spletno stran in samo skenirate dejansko kodo in si lahko videe prenesete na računalnik. Zdaj, jaz bom pač objavila video za mojo LinkedIn delavnico in bom sicer načrtovala objavo za zvečer. In sicer, evo, bomo sedaj video naložili. Enostavno ga, se pravi, kliknila sem tukaj, naloži video in zdaj bo počasi, video je dolg nekje tam, mislim, da skoraj 4 minute in sedaj ga bo dejansko začelo nalagati. Lahko nalagate direktno v bistvu na samo Facebook poslovno stran, lahko pa zdaj dejansko nalagate direktno iz Creator Studia. Facebook tudi želi, da se čim več zdaj tukaj dogaja, prav tako je zdaj ta mesec išla tudi aplikacija Creator Studio, kjer lahko zdaj načrtujete objave in dejansko objave, zdaj tisti, ki ste delali preko Facebook Pages, enostavno popači sliko, je zelo slabe resolucije, tako da vam svetujem, da si prenesete ta Creator Studio tudi na kot aplikacijo, kjer lahko zdaj načrtujete tudi preko mobilnih naprav. In seveda vidite, istočasno se vam odpre tako okno, kot je drugače, če nalagate preko poslovne strani. Vedno dajte dejansko videu ime, se pravi naziv, potem, če to obstoječo objavo še oglašujete, se pravi obstoječo objavo, da hočete doseči več ljudi preko Business Managerja, se ta naslov pokaže, zato dajte že zdaj v mislih imeti naslov, ki naj pritegne. Jaz sem istočasno že zdaj tukaj vidite, jaz si ponavadi kar uredim neko vsebino dejansko na samem Facebooku in si potem samo, ko dejansko grem kreirati, si samo evo prilepim in mogoče še kaj malo pogledam, ampak dejansko objavo si preuredim. Evo, naslov bom pa jaz zdaj dala dejansko 7 razlogov, zakaj morate biti prisotni na LinkedInu. Se pravi, to je vsebina, naslov samega videa, potem pa tukaj je zelo ključno tudi, da dodate oznake. Se pravi, oznake, to so dejansko ključne besede, tisti, ki mogoče uporabljate tudi YouTube, tam tudi morate dati ključne ključne besede, ki v bistvu če bo kdo iskal, bo po videu lahko našel. Se pravi, dajte tu link. Ne znam več pisati, evo in vas tako pokaže in potem dodajte oznako, ne vem, bomo še dali delavnica, vidite, malo počakate in dejansko vam, evo, morate malo včasih klikniti, pa bomo še dali tudi moje ime, če me kdo išče po imenu. Se pravi, sem dala zdaj vsaj 3 dajte neke ključne besede, po kateri bi dejansko vas ljudje lahko našli. Se pravi, to je en prvi del, ki ga je potrebno urediti. Potem pa vidite, tu ob strani imate drugi segment. Zelo pomembno je isto tisti, ki ste na YouTube, je isto tukaj, da dejansko dajte neko naslovno sliko, ki bo pritegnila. Jaz sem zdaj že predčasno, kot vidite tukaj, vedno pripravim neko predsliko, ki jo dam za neko naslovno sliko določenega videa. Se pravi, sem že v Canvi, za tisti, ki ne poznate, Canva je brezplačno orodje za kreiranje objav, marketinških materialov, ampak če koga zanima, na moji spletni strani marketingmalihpodjetij.com pod brezplačno imate tudi sprehod po platformi,
če še kdo slučajno ne pozna. In vidite, tu vam lahko zgenerira dejansko iz videa sličico, tukaj pa vam dejansko skreira, date custom image. To pomeni, da ste jo sami ustvarili, da vam ne bo vzelo iz videa, ampak dejansko spravi, da boste sami ste jo naredili. In evo, jaz dodam slikico in takšen bo dejansko predogled mojega videa, se pravi ne zamudi, da pritegne bolj pozornost. Potem imate tudi subtitle, se pravi, tu lahko dodajate tudi dejansko te podnapise, jih uvozite. Vidite, zdaj video se nalaga, ker je malo daljši, včasih malo počasneje, malo kasneje. In vidite, tu vam odšteva, koliko dejansko še. In zdaj zaenkrat to ne morete dodati, dokler ni naložen. Ampak zdaj bomo še pogledali, kaj še drugo lahko tudi uporabite pri samem videu. Potem imate tu ankete, dejansko pod videom lahko tudi postavljate vprašanja, primer, da kliknete tu Create a poll, evo, tu lahko postavite vprašanje in ljudje pač dejansko odgovorijo. In tudi lahko tu določite, kdaj se naj ta anketa dejansko prikaže. Zdaj jaz pač tega ne bom uporabljala, ampak fajn, da veste. Potem pa še imate ciljanje, to ni nič kaj pomembnega, in to je 360 mode, to če bi slučajno bolj 3D, ampak načeloma jaz tega tudi ne uporabljam, se pravi, je to in gremo spet naprej. Se pravi, medtem ko se nalaga, vi že neke stvari lahko urejate in pridemo zdaj na zadnjo točko. Dejansko vidite tu ob strani, vam pokaže, vidite, ko kljukice, to pomeni, da je v redu. Priporočajo, ko ste videli vsaj 3 minute video, tu nekje 3 do 4 minute je nekako povprečje, kakšni naj bojo dolžina video na Facebooku. In tu lahko nastavite, da se dejansko video pač objavi takoj, ali daste kot primera in v bistvu zdaj, če bi jaz to kliknila, se pokaže, kdaj naj bo ta video, naj se lansira, se pravi, kdaj naj gre ven. Jaz bom pač, bom danes pripravila primero ali pa ne, bom samo načrtovala. Se pravi, to se takoj objavi in potem datum, ki ga tu nastavite, takrat se video dejansko prikaže, se pravi, se objavi. Potem imate samo schedule, se pravi načrtovanje, jaz bom zdaj nastavila, da želim, da se danes zvečer odvrti. Vedno je fajn objavljati zjutraj ali pa zvečer, tako je neko povprečje, lahko izstopa, mogoče vaše ciljne skupine so tudi dejavne čez dan, to pač morate skozi testiranjem, ampak jaz kot community manager, se pravi, urejam tudi druge profile in vidim, da večinoma res dejansko največji odziv je zjutraj pred 8 uro ali pa zvečer po 8 uri, pač ali pa po 9, zdaj, ko je dlje svetlo, se pravi, takrat so uporabniki največ dejansko na internetu in zato je to zelo pomembno, kdaj objavite, ker takrat je tudi največji odziv, tako da to tudi upoštevajte, ali pa bomo dali 20 po poročilih, mogoče, da dejansko se video pač lansira. Lahko si ga tu shranite kot osnutek ali pa kakšni video, da tu spremenite datum na starejšega. Potem pa tudi določite, kje se vam naj video prikazuje, to ponavadi kar pustite tako, kot dejansko je. Lahko celo bi dali donation, to je zdaj novo, da dodate gumb, kjer lahko tudi zbirate, ne vem, za kakšne to dobrodelne namene, dejansko je zdaj to novost bolj. In lahko tudi istočasno, da tukaj, vidite, jaz imam pač več teh poslovnih strani, jaz pač imam čez 30, označite, da še mogoče na katerem drugem vašem profilu se pokaže, jaz imam še pač en profil, en je moj, se pravi dejansko za moj osebni brand, imam pa tudi marketing malih podjetij in bom istočasno tudi označila, da se video mi dejansko prikaže tudi na tem profilu, ampak jaz ga moram tam, dobim obvestilo in ga moram samo dodati nad časovnico, tako da, ampak istočasno ne rabim tam posebej nalagati, ampak se mi bo in na tem profilu in na drugem dejansko video pač prikazal. Potem pa tudi imate tu možnost še pravice, se pravi lahko, da vsi vidijo video na vaši pač poslovni strani ali pa dejansko na neki določene število ljudi. In evo, ker sem jaz tu dala schedule, se pravi, ker sem tu dala načrtovanje, dam schedule in dejansko
se pravi danes ob 20. bo ta video se lanciral. Če bi dala publish now, vidite, da se gumbek spremeni in objavite dejansko takoj, ne, ampak jaz želim seveda, ker je zdaj čez dan, jaz imam bolj mali odziv čez dan, smo rekli, bomo dali ob 8 pa, ne vem, 15 in dejansko takrat, evo se tu gumb vam spremeni, se bo dejansko video pač sprostil. Tako da vidite, zdaj lahko date že schedule, dejansko stisnete in video dejansko se bo nalagal vmes, ampak morate pač računalnik pustiti seveda odprt, nekaj ugasniti in dejansko, ko bo naložen, pač zvečer se bo ta vaš video tudi odvrtel, lahko pa počakate dejansko do konca, pa potem date schedule. Tako da to je iz moje strani, ker so pač bila vprašanja, kako lahko video nalagate preko Creator Studia. Se pravi, če načrtujete, drugače ne gre, kot pa da greste skozi ta studio za ustvarjalce, ki ga najdete na poslovnih straneh Facebooka.